Bomo rešili naloge odvodi D, pa začnimo pri prvi nalogi. Zapiši enačbo normale na graf funkcije v neki točki. Kaj je že to normala? Normala je črta, ki je pravokotna na graf funkcije. To pomeni, če nas zanima v tej točki, to je tangenta in njen smerni koeficient dobimo kot odvod funkcije v dani točki, normala pa je pravokotnica in njen smerni koeficient k pravokoten je -1/k. Tako da zdaj kar izračunamo najprej odvod te funkcije. Odvod od -x/3 je -3x². Piše v točki x0 je a je x0 in 1, zdaj mi nimamo x0 podana, zato bomo ga mogli izračunati. Vemo pa, koliko je y. Vstavimo namesto f od x oziroma y1. Napišemo, da je to -x/3 + 2. To potem pomeni, če -x/3 damo na drugo stran, dobimo x/3. Enko na drugo stran je 2 - 1. Torej dobimo, da je x/3 1 in to pomeni, da je x tretji koren iz 1, kar je 1. 1/3 je 1. To pomeni, da je tudi naš x0 enak 1. In odvod v 1 je -3 krat 1² je -3. Iz tega potem dobimo, koliko je k pravokotni. -1/k. Torej -1/-3, minus pa minus se okrajšate, ostane 1/3. Zdaj nam ostane še enačba normale. To je premica, ki jo bomo zapisali v eksplicitni obliki. Zdaj tukaj je pač k pravokotna. K pravokotno vemo, da je 1/3. Vemo pa, da še vedno gre tudi normala skozi točko A, za katero vemo, da ima koordinate 1, 1. Torej lahko za y vstavimo 1 in za x vstavimo 1 in dobimo, da je 1 1/3 plus n, iz tega pa dobimo, da je n 1 - 1/3, se pravi, to je naš n, in to pomeni, da je n enak 3/3 - 1/3, to je 2/3. To pomeni, da je enačba normale y je 1/3 krat x plus 2/3. Pa gremo k naslednji nalogi, k drugi. Premico imamo in ta premica je tangenta na graf neke funkcije. Zopet, takoj ko vemo, da je tangenta, vemo, da je smerni koeficient tangente enak odvodu te funkcije. In sicer v točki z absciso -1. Abscisa je vodoravna os, torej x-os. To pomeni, da tukaj, ko piše z absciso -1, to dejansko pomeni, da je x0 -1. To je pa naša premica, ki je tangenta in njen smerni koeficient k je ta številka zraven x, torej 3. To pomeni, naš odvod v točki x0 je -1 je enak 3. Odvajamo funkcijo. To, koliko je odvod? A prepišem krat 2 krat x na 2 - 1 - 1 plus odvod od bx je pa samo številka b vspredaj. In to mora biti 3. To pomeni, da imamo zdaj 2 krat a krat naš x je -1 plus b je enako 3. Zdaj, ker piše, da je funkcija y je 3x plus b tangenta, to pomeni, da imamo mi neko, zdaj ax² to pomeni kvadratno funkcijo, in v neki točki -1 imamo tangento, tole. Zdaj, ta točka, v kateri je tangenta, je točka, ki hkrati leži na paraboli, torej velja za njo ta povezava, in hkrati na premici in zato velja za njo tudi povezava y je 3x plus 5.
Iz tega lahko dobimo koordinate naše točke. Namreč mi vemo, da je x minus 1. Y je 3 krat minus 1 plus 5. To je minus 3 plus 5 in to je 2. Torej, naša točka ima koordinate minus 1 in 2. Ta točka minus 1 in 2 pa hkrati leži na tem grafu, na grafu parabole. To pomeni, da piše tam y je, namesto f od x je napisal y, a krat x na kvadrat plus b krat x. Naš y je 2, a ne vemo, koliko je, x je minus 1 na kvadrat, kar je 1, plus b krat minus 1, zdaj to lahko še poračunamo, minus 1 na kvadrat je 1, torej je to a minus b. No, in zdaj imamo mi v bistvu dve enačbi. Imamo sistem enačb z dvema neznankama. Prva enačba je tale, lahko jo še prepišemo, to je minus 2a plus b je 3 in druga enačba je a minus b je enako 2. Zdaj ta sistem zdaj rešimo. Kako ga lahko rešimo? Lahko te dve enačbi kar seštejemo za začetek. In minus 2a plus a je minus a, minus b pa plus b se izničita in to je 5. Iz tega dobimo ven, da je a minus 5. Ker pa vemo, da je a minus b 2, to pomeni, da je minus 5 minus b enako 2, iz tega ven dobimo, minus b damo na drugo stran, tukaj pa ostane minus 5, še dvojko prestavimo, minus 2 in to je b, dobimo, da je b enako minus 7. In to je bilo vprašanje, koliko je a in koliko je b, da bo to veljalo. Čeprav, še ponovimo še enkrat, kaj smo naredili najprej. Najprej smo upoštevali, da je koeficient 3 enak odvodu in smo dobili prvo enačbo. Potem smo pa se spomnili, da ta točka s koordinato minus 1 in nek y leži tako na premici kot na tangenti. To smo ustavili najprej za premico noter to in smo izračunali, koliko je y. Potem smo pa te koordinate vstavili v enačbo parabole in olepšali in smo imeli sistem dveh enačb in smo poiskali neznanko. Pod kolikšnim kotom seka abscisno os graf funkcije f od x je x plus 8 deljeno z x minus 1. Abscisno os. Zdaj, abscisna os, vemo, da je os x. In če je premica na osi x, je njena enačba kar y je nič. To pomeni, da je to isto, kot da bi napisala nič krat x plus nič in naš smerni koeficient je nič. Se pravi, prva funkcija ima smerni koeficient k. Da moramo pa dobiti še drugo. To je neka racionalna funkcija. Najprej moramo ugotoviti, kje sploh seka x os, ker tam nas bo zanimalo, pod kakšnim kotom seka. Zdaj, ker je to racionalna funkcija, hitro vemo, da takrat, ko je vzgoraj nič, se pravi, ko je x plus 8 nič, da je tam ničla, torej tam seka x os, x je minus 8, torej pri minus 8 je točka, kjer funkcija, naša racionalna, seka abscisno os, torej pri minus 8 in nič. Zdaj, če nas zanima kot, se takoj spomnimo na enačbo. Tangens fi je absolutna vrednost k1 minus k2 polomljeno z 1 plus k1 krat k2. Recimo, da je to k1, zdaj rabimo še k2, to bomo pa dobili tako, da bomo funkcijo odvajali. In sicer bomo iskali odvod v minus 8. Odvajamo najprej, kako že? Najprej odvajamo zgornji del
Odvod od x plus 8 je 1 in pomnožimo s spodnjim. Odštejemo prvo funkcijo pomnoženo z odvodom druge. In odspodaj x minus 1 na kvadrat. Zdaj to poračunamo, koliko je. Zgori je 1 krat x je x minus 1 minus x minus 8 polomljeno z x minus 1 na kvadrat. X pa minus x se krajša, ostane minus 9 polomljeno z x minus 1 na kvadrat. To je v našem primeru minus 9 polomljeno z x je minus 8, se pravi imamo minus 8 minus 1, to je minus 9 na kvadrat. In to vse skupaj pride minus 9 81, kar pa lahko z 9 delimo in pride minus 1/9. To je pa naš K2. In zdaj vstavimo to enačbo. K1 je nič, minus minus 1/9 je plus 1/9, polomljeno z 1 plus nič krat minus 1/9. Vzgoraj nam ostane 1/9, vspodaj pa 1 plus nič, ker tole je nič, torej samo z 1 in to je samo 1/9. Zdaj pa vzamemo kalkulator in poračunamo, koliko je arkus tangens. Se pravi inverzno, tangens in sicer 1/9, torej 1 deljeno z 9. In dobimo 6 stopinj, 6,34 stopinj. Se pravi, naš kot fi je 6 stopinj ali pa 6,34 stopinj. Naprej gremo zdaj odvajati nekaj funkcij. Funkcije vidimo, da so kar čudne, čas je, da jih odvedemo. Najprej tole, odvod od sinus 8x, v bistvu odvod prve funkcije, ker je to 1/32, to, kar je vspodaj, lahko kar izpostavimo kot konstanto, pa bomo potem samo še odvajali sinus 8x. Minus pri drugimi odvajamo 1/4 je konstanta, ta četrtina, ostane pa odvod funkcije x krat kosinus 8x. In gremo naprej, to je 1/32, odvod od sinus 8x je kosinus 8x, pa še odvod od 8x, to je krat 8, to je tisto, ko si damo, kot da je to nova neznanka in kadar si zamislimo novo neznanko, moramo potem odvajati še tisto. Minus 1/4, tukaj pa zdaj produkt, se pravi, odvajamo prvo, odvod od x je 1 in pomnožimo z drugo. Plus, prepišemo prvo in pomnožimo z odvodom druga, kar je minus sinus 8x in zopet krat 8, ker je ta 8x naša nova neznanka. Zdaj pa to malo polepšali. Je to 1/32 krat 8, se pravi namesto tega 8, pustimo kosinus 8x, minus, tukaj bomo pa zdaj kar oklepaje odpravili, 1/4 kosinus 8x, minus pa plus, se pravi tokrat to je potem minus, 1/4 krat zopet 8 krat x krat minus sinus x, zdaj pa zopet minus, zato bo tukaj plus, sinus 8x, 8, ne 8, pokrajšamo, kar se da, to je četrtina in vidimo, da imamo 1/4 kosinus 8x minus 1/4 kosinus 8x, to je isto, zato izničimo, ostane samo ta drugi del, 4 pa 8 se krajša je 2 in ostane 2 krat x krat sinus 8x, kar je rezultat. Pak naslednji. Zopet to odvajamo tako, da bomo odvajali vsako posebej. Odvod od logaritma je po definiciji 1 polomljeno z x. Zdaj pri naslednji si zopet moramo zamisliti, da je to t in je potem 1 s t
ampak ker je t 2x, napišemo 1 z 2x in zdaj moramo še 2x odvajati, to je 2. Tako tudi dve enini, se dvojka pokrajša, ostane 1 z x plus 1 z x je 2 polomljeno z x, ker je pač skupni imenovalec x, zgoraj pa 1 in 1 seštejemo in je 2. Gremo k naslednji. Odvod prve pa odvod druge. Zdaj odvod od 1x je kar 1x, odvod od x je pa minus 1 in tukaj je že končana naloga. Tukaj bomo uporabili pravilo za 4x, odvod a na x. Koliko je odvod a na x? Odvod a na x je po definiciji a na x krat logaritem a. A na x krat logaritem a. To pomeni, če bi zdaj to odvajali, je to a na x prepišemo, torej 4x krat logaritem 4. In to je že končan rezultat. Če bi imeli recimo f od x je 5 na x, bi pa rekli, da je odvod od tega 5 na x krat logaritem 5. Kaj pa odvod tega? To je zopet produkt, še številka dvojka je vspredaj. Lahko to tudi zapišemo kot 2x krat logaritem x in je to prva funkcija, to pa druga. In gremo. Odvod. Najprej prve, odvod od 2x je 2, pomnožimo z drugo, plus prvo prepišemo krat odvod druge. Zdaj pa kaj je odvod od logaritma? Mi vemo samo, da je odvod od ln od x enako 1 za x. Zdaj, to bomo zdaj dali logaritem, ta naš desetiški logaritem, to pomeni logaritem x z osnovo 10, če nič ne piše tukaj 10, na novo osnovo in sicer na naravno število. Logaritem x z osnovo e, polomljeno z logaritem 10 z osnovo e. Namreč, logaritem z osnovo e je ln, naravni logaritem. In to je ln od 10. Se pravi, ko imamo logaritem x in ko ga moramo odvajati, je to v bistvu odvod od logaritem x polomljeno z ln 10 in če to odvajamo je odvod zgornjega, logaritem x je 1 za x in pomnožimo s spodnjim, minus prvega prepišemo, krat odvod od logaritem 10, ampak logaritem 10 to je neka številka, nobenega x ni noter, zato je odvod nič. Polomljeno z logaritem 10 na kvadrat. Zdaj tale delček je nič, vidimo? To je nič. Logaritem 10 pokrajšamo, ostane 1 polomljeno z x krat logaritem 10. Tako. Lahko si pa tudi zapomnimo funkcijo, pravilo, da je odvod od logaritem x z osnovo a enak 1 polomljeno z x, kot da bi bil odvod od ln, ampak ko spodaj moramo še dodati ln od pač tista stopnja, ki je. Če je desetiška, ln od 10, lahko gremo pa tudi postopoma. Ampak to smo zdaj prišli šele do semle, se pravi namesto logaritem x, lahko zapišemo 1 polomljeno z x krat logaritem 10, takole, in tukaj lahko še x pokrajšamo, pa dobimo, da je to dvojko izpostavimo, je logaritem x plus, dvojko smo izpostavili, se pravi samo 1 polomljeno z logaritem od 10. Imamo še eno, kadar je koren, vedno to napišemo kot nekaj na eno polovico. In zdaj, koliko je odvod? Prepišemo eno polovico in pomnožimo z x kvadrat minus 4x, ena polovica minus ena polovica je pa minus ena polovica. In lahko tako tudi pustimo. Gremo k peti nalogi. Ali funkcija v neki točki narašča ali pada? Zdaj, naraščala bo takrat, ko bo smerni koeficient,
oziroma odvod funkcije večji od nič. Pada pa takrat, ko je odvod funkcije v tisti točki manjši od nič. Zato moramo zdaj to funkcijo odvajati. Odvod od x je 3 krat 4 krat x na 3 plus 3x kvadrat. In to je skupaj 12x na 3 plus 3x kvadrat. Zanima nas v vrednosti nič. To je 12 krat nič na 3 plus 3 krat nič na kvadrat. Kaj ugotovimo? Da je to nič. Kaj to pomeni? Da v točki nič niti ne narašča, niti ne pada. Namreč, kadar je odvod nič, je tam ekstrem. Se pravi, niti ne narašča, niti ne pada. Če je odvod nič, to pomeni, da je tangenta vodoravna črta. Kje ima funkcija svoj minimum in koliko je? Zdaj, minimum je ekstremna vrednost ali pa stacionarna točka, zato hitro pogledamo, kdaj je odvod te funkcije enak nič. Koliko je odvod? 4 krat 2x na 1 minus 3, odvod od 2 je nič, to je nič. Torej imamo 8x je enako minus 3 na drugo stran 3, delimo z 8 in dobimo x je 3/8. X je 3/8, sprašuje še koliko je, zato bi pa mogli zdaj izračunati, koliko je vrednost y. Stavimo. Y je 4 krat 3/8 na kvadrat minus 3, torej 3 krat 3/8 plus 2, poračunamo, to je 4 krat 9, 64 minus 9/8 plus 2, zdaj 4 pa 64 lahko krajšamo, 1 pa 16 in dobimo 9/16, tole damo na 16, minus 18/16 plus 2 in je to minus 9/16 plus 2. 2 celi je v bistvu 1,1616 plus minus 9/16, samo zamenjamo vrstni red in je to 1,716, kar je rezultat.